v novem vlogu. Danes se bomo predstavili samo za par kilometrov na en bolj miren plac, zato ker tale, kjer smo bili zdajle, je izhodišče do te cerkvice najbolj znane, tako da so me že zgodaj zjutraj zbudili in ljudje in krave. Tako da upava, da jih bo tam malo manj. Drugače pa moram povedati, da so Gruzici tako tlele, kaj več turistov, kar zavohali denar. In drugače do te cerkve vodi taka zelo, zelo dobra glavna cesta, ampak so jo zdaj dol v vasi te Stepantsmida zaprli. Bojda zaradi tega, ker naj bi bila nevarna, naj bi skale padale, tako da tudi do tega placa, kjer so bila midva, se moraš prebijati po neki vasici, kot ste videli, so kar ozke ulice, ampak nama je ratel. Tako da ja, lahko tega placa, kjer je pač malo višji iz vasi, greš peš gor, kar smo šla, ali pa greš iz vasi s taksijem, ki stane, mislim, da okrog 20 evrov na osebo. In te taksiji, ki so seveda 4x4, vozijo po neki stranski cesti, ki je pač bolj off-road, tako da ne more vsak avto priti. Jih pa spuščajo tudi po tej glavni cesti, tam je kao neka verigica, ampak za te taksi je očitno cesta varna, za ostale smrtnike pa ni. So se res kar znajde prav smešanje, ker turistu rečejo, da je zaprta cesta, pa naslednjega domačina pa čez spustijo pred turistom, tako popričo njega. Drugače pa sva oba kar precej dehidrirana, v bistvu se res pozna ta višja nadmorska višina, ker ful več dihaš in zaradi tega tudi precej več vode zgubljaš. Poleg tega je še en drug razlog, ki je kar precej biološki, ker pač telo začne več hemoglobina proizvajati in posledično začneš več vode odvajati. In se to res kar obema pozna, čeprav so včeraj popila oba skupaj sva popila približno 8 litrov vode, že sam med pohodom. Pa sploh ni bilo vroče. Ja, pa sploh ni bilo vroče. Sva 8 litrov že sam med pohodom popila, pol, ko smo domov prišli, sva še jedla juho, pa še pač tudi tam pila, pa jedla lubenico, tako da res sva popila ogromen vode, ampak oba sva čisto dehidrirana, skozi žejno, ustence ne opečejo, suho kožo malo, res čisti sušena, tako da zdaj se bo v trgovini ostavila, pa probala kakšno izotonično pijačo kupiti, upam, da kaj dobiva. Se pa drugače včeraj kar poznali med hojo gor na vrhu, sploh ko so prišle z ledenika do koče, je tak zelo strm vzpon, mogoče 50 višinskih metrov, nič kaj takega, ampak je po melišču in se ful hitro vzpenjaš in to je že na 3600 in se kar poznali, da je precej bolj redek zrak, so se veliko hitreje zadihala. Danes sva se odločila, da bomo še tukaj na mestu, ker si moramo malo spočiti. Zadnji dnevi so bili, oziroma zadnje 2 tedna, no, je bilo res kar napornih, ker smo se veliko vozili, veliko smo si ogledovali, praktično noben dan nismo bili na istem mestu, razen zdajle, ki smo šli hoditi, no, kar tudi ni bil glih sproščujoč dan, oziroma mentalno je bil zelo sproščujoč, ampak fizično pa niti ne, no. Tako da ja, zdajle bova še izkoristila, pa bova tudi cunje oprala, tlele se že namakajo. Nastja ta čas bere, ki se namakajo. Tako da ni nama hudo zdajle, no, morava priznati, da kar uživava.
Danes smo se odločili še kar tukaj vstati, ker je Nastja dopoldne blog pisala, še nekaj računalnik nagal, tako da se vse skupaj kar zavlekel do kosila in pol niti nismo imeli več časa naprej, ker bomo do tja, kamor bomo šli, bo bolj slaba cesta in bi res hitel brez veze, tako da smo še tukaj izkoristili dan, lep sončen v hribih. Smo šli sicer še na sprehod do ene cerkvice tukaj, ki je malo višji, pa ne bi bil lep razgled. Mislim, razgled je bil lep, ampak cerkev pa. Kaj cerkev pač. Nič posebenega. Ja, tako da je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.